Pozdravljeni. So pogoste strateške napake Scuderie Ferrari odraz neizkušenosti oziroma nesposobnosti glavnih odgovornih, ali je možno dobiti tudi kakšen drugi razlog? Verjetno je marsikateri navdušenec začuden in marsikateri navijač Scuderie Ferrari razočaran, ko vidi določene poteze strateškega oddelka Scuderie Ferrari. Kot da ne bi vedeli, kaj počno. A po drugi strani se moramo zavedati dejstva, da zaposleni v Formuli 1 imajo več znanja in izkušenj kot povprečni navdušenec in mi doma ne vemo vsega, kar je dano vedeti njim. Sam sem malce skeptičen, da pri Scuderii Ferrari res počno take napake, kot jih mi vidimo na ekranu, iz nesposobnosti oziroma neizkušenosti. Po drugi strani, v take napake so lahko prisiljeni zaradi drugačnih težav. Danes vam bom skušal nekako prikazati, kakšne bi bile lahko tudi te težave. A da smo si na jasnem, pri strateškem oddelku Scuderie Ferrari so letos naredili do sedaj najmanj 3 hude napake. Tisto na veliki nagradi Monaka, na veliki nagradi Velike Britanije in na koncu na veliki nagradi Madžarske. V vseh 3 primerih bomo videli, da je šlo za to, da so jih nekako spravili v položaj, kjer je bilo potrebno hitro odločati. In v vseh 3 primerih smo videli, da pri Scuderii Ferrari so napravili napako, ker niso želeli prepustiti mesta. In prav to, da pri Scuderii Ferrari nočejo izpustiti mesta, je lahko glavni ključ. Namreč podobna zgodba je bila tudi na veliki nagradi Francije. O tem smo že naredili poseben prispevek, ampak da obnovim na hitro. Pri Red Bullu so naredili strateško genialno potezo, ki jih je virtualno postavila na prvo mesto. Max Verstappen je bil seveda v danem trenutku še zmeraj za Charlesom Leclercem, ampak pridobil je dovolj časa, da bi po menjavi, seveda pri Ferrariju, lepo ostal na prvem mestu. In to je spravilo v krizo komandni pult Scuderie Ferrari, ki je zaukazal Charlesu Leclercu, naj pospeši ritem, in sledil je odstop zaradi vozniške napake. Če se spomnite članka okrog velike nagrade Emilia Romagna, smo skupaj ugotavljali, da Ferrari ima težave pri pospeševanju in doseganju končne hitrosti. Ampak je možno to, da pri Scuderii Ferrari se zavedajo, da na sami progi bi lahko imeli velike težave prehiteti Red Bull, si zato krčevito upirajo izgubi mesta na sami menjavi. Namreč v sami strategiji se lahko zgodi, da nekdo prepusti vodstvo za nek segment dirke in ga na koncu na to pridobi, kajti kar si nekako nekdo privošči na začetku, lahko izgubi na koncu. A dogaja se, da Red Bull zna izkoristiti to zadevo. Poglejmo samo primer velike nagrade Madžarske. Mislim, da je bilo vsakomur jasno, da tista najtrša pneumatika ni prava izbira, še posebej ne pri strategiji z 2 postankama. A pri Charlesu Leclercu so montirali prav najtršo pneumatiko, ki je bila na razpolago tisti vikend. In marsikdo se čudi, zakaj. V tistem danem trenutku, ko se je Charles Leclerc ustavil,
v bistvu niso imeli druge izbire, kajti potrebno je bilo priti do konca dirke. Napaka je bila storjena prej, ko so se ustavili s prvima dvema kompletoma pneumatik medium in ta dva dela dirke sta bila bistveno prekratka. Zakaj sta bila prekratka? Ker so morali dobiti odgovor na strategijo Red Bulla, ki je pa dirko začel s pneumatiko soft. In ker pneumatika soft zdrži nekje v teoriji manj kot pneumatika medium, če niso hoteli izgubiti vodstva, no ja, so se morali prilagoditi. In ta prilagoditev je pripeljala seveda do kardinalne napake. A zanimivo je še nekaj drugega. Namreč videli smo v letošnji sezoni, da bolid skuderije Ferrari F1 pomišljaj 75 je izjemno hiter na kvalifikacijah. A po drugi strani je ta bolid tudi izjemno hiter na sami dirki, do neke mere da. Ko sta začela iz dna tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši, sta se hitro nekako prebila tja v ospredje. A zanimivo je, da v obeh primerih nista bila sposobna nekako ogroziti ne Red Bulla, ampak tudi ne Mercedesa. In seveda, tu moramo govoriti o tistem, kar se je zgodilo na veliki nagradi Kanade z Charlesom Leclercem in na veliki nagradi Francije, kar se tiče Carlosa Sainza mlajšega. Torej, Ferrari F1 pomišljaj 75 kljub vsemu v določenih delih dirke ni tako hiter, kot bi si lahko predstavljali. In kakšne so lastnosti prog v Kanadi in Franciji? Če ne drugega, visoka povprečna hitrost na sam krog. In sedaj začnemo dobiti lahko neko sliko, ki je pa po svoje zaskrbljujoča. Namreč, ukolikor sam bolid je tisti, ki zahteva to, da ni v neposrednem boju z nasprotniki, pomeni, da so pri skuderiji Ferrari prisiljeni v borbo za najboljše štartno izhodišče. In to se da nekako tudi pridobiti s samimi nastavitvami, ki so bolj primerne v soboto na kvalifikacijah, kot v nedeljo na sami dirki. Seveda, velja pravilo parc fermé, ampak vsak lahko nastavi bolid tako, kot se mu najbolje zazdi. In tudi zaradi tega lahko vidimo takšno število najboljših štartnih položajev in tako slabe rezultate na sami progi. In vidimo lahko, da se ta vzorec nekako ponavlja. Namreč na veliki nagradi Francije in veliki nagradi Madžarske so pri Red Bullu v bistvu spravili Ferrari v tak položaj, da niso imeli določene rešitve. Čeprav je bila rešitev znana vsem nam tudi doma pred televizijskimi sprejemniki. A mi doma ne vemo vsega tistega, kar vedo pri skuderiji Ferrari. In verjetno se je tudi njim posvetilo, da določena izbira ni prava, ampak v tistem položaju, v katerem so se znašli, pač druge rešitve ni bilo. In spomnimo se, naprimer, da je imel tudi Charles Leclerc težave s pogonskim sklopom in turbino. Morda tudi zato, ker je bil prisiljen iti na polno preveč zaporednih krogov. Kolikor pogledamo njegove 3 letošnje zmage, bomo kaj hitro ugotovili, da je v vseh 3 priložnostih dobesedno vodil od začetka do konca. Seveda je prišlo do manjših sprememb v samem vodstvu zaradi postankov, ampak govorimo o izjemno kratkih obdobjih kroga 2 ali 3. Torej, ko je Charles Leclerc začel dirko iz najboljšega startnega izhodišča in vodil večino dirke, je na koncu zmagal. Ko je bil v nekem neposrednem dvoboju ali ko ga je nekdo na začetku takoj prehitel, so
se zadeve začele obračati Scuderiji Ferrari v slabo. In lep primer, naprimer, velika nagrada Azerbajdžana. Čeprav je Leclerc izgubil vodilno mesto takoj na začetku, je ni bil sposoben pridobiti nazaj, seveda do odstopa. In to je zaskrbljujoče, kajti v Formuli 1 se marsikdaj zgodi kakšna napaka ali, naprimer, povprečen štart. A to ne pomeni, da v nadaljevanju bi lahko mesto pridobil nazaj. In rad bi vas spomnil, velika nagrada Azerbajdžana, proga, kjer imamo v bistvu eno izmed najdaljših ravnin in seveda tudi območij za uporabo sistema DRS. In kljub vsemu Charles Leclerc ni mogel priti nazaj na prvo mesto. In to seveda kaže zopet v tisto smer, da Ferrari F1 pomišljaj 75 ima težave. Težave z doseganjem visokih hitrosti, kar je izjemnega pomena. In sedaj, če vse to drži, lahko bolje razumemo, zakaj strategi pri Scuderiji Ferrari delajo take napake, kot smo jim priča. V bistvu zato, ker nimajo druge izbire. In to bi znal biti tudi izjemno pomemben dejavnik v nadaljevanju sezone, kajti hitrih prog še zdaleč ni konec. A kako se bo vse skupaj odvilo, bomo seveda odkrili skupaj. Za danes je pa to kot običajno vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.